večer, torej prva od slovenskih finalistov današnjega dne v cilju. Eva, videli smo vas na progi dvakrat v današnjem dnevu, zahtevno je vse skupaj. Je bilo v drugo kaj lažje glede na pogoje, razmere? Ne, mislim, da v drugo je bila voda še malenkost višja, še malenkost močnejša, tako da res v bistvu že od zgoraj, kar borba za to pozicijo, za hitrost, ni bilo lahko. Ni bilo idealno že zgoraj, ampak se pač nisem obremenjevala. Vem, da je pač treba speljati do konca. Žal se mi je res v tem zadnjem delu pripetila napaka, kjer sem nekako poskušala rešiti, kar se da se ne bi še bolj še več zgodila, ampak ja, pač žal, no, skoda te kombinacije zadnje, ampak se nimam kaj očitati in ja, je bilo kar bilo. Se mi zdi, da sploh razmere in pogoji ponujajo različne taktike, kako se lotiti današnje proge. Zakaj ste se bili odločili? Katera je bila tista prava? Ja, jaz sem videla samo eno za tisto, kar sem se odločila. Pač sigurno je bilo treba zaradi same moči vode prilagoditi te linije, si vzeti malo več prostora, hkrati pa toliko bolj v bistvu dobiti to hitrost, da si hitrejši od same vode, ker drugače te pač voda nosi in imaš težko kontrolo nad linijo. Tako da to mi je večinoma uspevalo in ja, s tem sem zadovoljna. Kako poznavanje domače proge, ko vedno govorimo o tem, da poznate vsak kotiček domače proge, kako zadnje vremenske razmere vplivajo na dojemanje vsega skupaj? Ja, ponavadi sicer nočem preveliko težo dajati domačemu terenu, ampak danes zjutraj sem si vsem rekla, da na koncu mislim, da domačini smo vse največkrat preveslali tudi na takšnih podojih, v takšnem vodostaju, tako da sem si nekako želela, da bi uspeli to izkoristiti, da bi jih še bolj presenetili, ampak ja, pač tudi ostali res so na vrhunskem nivoju, znamo vsi zelo dobro veseti, tako da se ni tako razpeto, kot sem si želela. Torej, potrebuješ tudi kanček sreče za vrhunsko uvrstitev danes? Sem sigurno, če si dober, pa še malo sreče je zmeri najboljši.